Polja za površine nam lahko pohitrijo zamudno delo s seznamom popisa prostorov. Če polja vstavimo v AutoCAD-ovo tabelo, jih lahko uporabimo tudi v matematičnih enačbah, kot na primer skupni seštevek vseh površin. Tabelo vstavimo z ukazom Table na 2D ribbonu, kartončku Home in panelki Annotation. V rubriki Table Style izberemo prednastavljeni stil tabele ali pa ga na gumbu Launch the Table Style Dialog nastavimo sami. V rubriki Column and Row Settings nastavimo število in dimenzije stolpcev in vrstic, kliknemo OK in v risbi podamo točko vstavitve tabele. Ko je ta že vstavljena, jo lahko seveda naknadno popravljamo. Z levim gumbom označimo celico, z desnim odpremo priročni meni, kjer lahko na primer vstavimo nove stolpce. Z dvojnim klikom celico aktiviramo in vpišemo besedilo. S pomočjo gripov pa lahko popravljamo dimenzije tabele, na primer širine stolpcev in vrstic. Ko smo v tabelo vpisali vsa imena prostorov in tlakov, želimo vstaviti še polja za površine prostorov. Celico za površino prostora z levim gumbom najprej označimo, kliknemo nanjo še z desnim gumbom miške in v meniju izberemo ukaz Insert Field. Izberemo kategorijo Object, vrsto polja Object in z gumbom Select Object v risbi kliknemo na obod za površino dnevne sobe. Izberemo lastnost polja Area, nastavimo obliko zapisa in okna z OK potrdimo. Enako storimo še za ostale površine prostorov. Za skupni seštevek površin prostorov moramo vstaviti polje z enačbo. Izberemo celico, kliknemo desni gumb miške in ponovno izberemo ukaz Insert Field. Tokrat v kategorijo Object izberemo vrsto polja Formula, za vsoto površin pa kliknemo gumb Sum. V risbi z dvema diagonalnima točkama izberemo celice, ki jih želimo sešteti. Pod Additional format ne pozabimo nastaviti Conversion Factor za seštevek površin v kvadratnih metrih in okna potrdimo z OK. Če sedaj spremenimo geometrijo v risbi, na primer raztegnemo objekt, se po regeneraciji risbe z ukazom RE samodejno popravijo vrednosti površin v načrtu, v tabeli in v skupnem seštevku vseh površin prostorov.